Evo, dobrodošle na današnji, bomo rekli, delavnici ali pa izobraževanju o 5 tolteških dogovorih. Za začetek vam bom pokazala en video, ki sem ga našla na spletu in je tako za uvod zelo, zelo lep, pa vam bom kar šerala screen in ga bomo pogledali. Sobre la ciudad de los dioses, Teotihuacán, tenemos mucho que contarte. Descúbrela con nosotros. Tako. Evo, ravnokar ste videli Teotihuacan, mesto Toltekov, načeloma naj bi bili tam Tolteki. Tolteki so bili pa tisti, ki so hranili in raziskovali starodavna znanja ter jih prenašali iz roda v rod. Po tej tolteški liniji se tudi sama učim magičnih kretenj in pa vsega tega znanja, ki ga je pa v svet ponesel Carlos Castaneda. Ampak 5 dogovorov je prinesel v svet Don Miguel Ruiz, ki je bil ravno tako iz linije Toltekov. Pri 23 letih se je namreč začel učiti od tega znanja preko očeta in Naguala, ki so ga imeli v vasi, in je potem seveda ponesel to znanje v svet oziroma dobil je preko duha navodilo, da naj ponese torej teh 5 dogovorov in pa seveda še druge knjige med ljudi. Ne vem, če veste, Tolteki so bili, tisočletja so v bistvu obstajali in so ta znanja prenašali na skrito, torej ni bilo to povsod znano, to pa zato, ker so ljudje večinoma izkoriščali to zase, za neke čudne namene. Človek je prišel preko tega znanja do osebne moči oziroma do večje osebne moči in je potem prišlo seveda do izkoriščanja in manipulacije in zato so potem začeli ta znanja skrivati. Zdaj, odkar se dogaja ta premik zavesti na naši zemlji, pa seveda ta znanja vsa prihajajo na plano. In Tolteki so bili res mogočni bojevniki. Glavni v skupini se je imenoval Nagual, ostali so bili njegovi učenci. In ta Nagual je bil precej močnejši, imel je zelo veliko osebne moči, da je potem lahko vodil to skupino in pa predajal znanje. Zdaj to znanje je po Don Miguelu Ruizu, on pravi, da je to kot nek kompas za življenje, pa ne samo za življenje, ampak tudi v bistvu pravi, da odpirajo vrata sreči, ljubezni in pa osebni svobodi. To pa jaz dodajam osebni svobodi, zato ker če se držimo teh 5 dogovorov, pridemo v stanje notranje izpolnitve, pridemo do notranje tišine in pa naše življenje izgleda precej drugače. Zakaj? Bomo izvedeli zdaj, ko vam bom predstavila te 4 dogovore oziroma 5 dogovorov. Prvi dogovor je: bodi brezgrajen v besedah. Kaj to pomeni? Govori iskreno, reci le tisto, kar res misliš. Ne uporabljaj besed v svojo škodo ali škodo drugih. Uporabi moč svojih besed tako, da bosta zasijali resnica in ljubezen. Po tem dogovoru naj se ljudje ne bi samo obsojali, niti obsojali drugih, zato ker imajo besede neverjetno moč.
Zdaj, kaj vse mi tekom dneva delamo, je dobro zalezovati oziroma se poslušati in paziti, da ne izgovarjamo besed proti nam. Tudi če izgovarjamo neke besede proti drugim, recimo, ko smo jezni na druge, je to enako, kot da bi rekli sami sebi, a ne. In to je, se mi zdi, ena izmed večjih naukov celotnega človeštva. Torej, da se naučimo svoje besede uporabljati v svoje najvišje dobro. Drugi dogovor je: ničesar ne jemlji osebno. Kar počno drugi, ne počno zaradi tebe. Kar počno in govorijo drugi, je le izraz njihove resničnosti, njihovih sanj. Če boš imun na mnenja in dejanja drugih, ne boš nemočna žrtev nepotrebnega trpljenja. Ljudje smo tukaj zelo osebni, a ne, vedno gremo na osebno raven, tam je pa to rekel, tam je ono, zakaj je to bilo tako, hoteli so mi škodovati in tako naprej, a ne. Ampak dejansko pa vsi mi izhajamo vedno iz sebe. Se pravi, govorimo iz sebe, iz svojih občutkov, iz tega, kar mi zaznavamo. Mi zaznavamo pa svet skozi neke projekcije, skozi naučene projekcije, ki smo jih pridobili seveda od mame in od očeta, in dejansko samo ponavljamo njihove odzive in reakcije. Če nehamo jemati stvari osebno, bomo presegli ta prag te osnovne človeškosti in bomo videli dlje od našega nosu, a ne, bi lahko rekli, in se bomo tudi počutili bolje. Zato, ker bomo točno vedeli, da ta oseba izhaja iz sebe in da do nas v bistvu mi sami se lahko seveda užalimo, a ne, ali pa tudi ne. Zato, ker vemo, da ta oseba ima v sebi neke rane. Naslednji, tretji dogovor je: ničesar ne domnevaj. Zberi pogum in sprašuj ter vselej jasno in glasno povej, kaj bi rad. Bodi jasen do drugih, da te ne bodo hromili nesporazumi, potrtost in nemir. Že zgolj ta dogovor ti bo pomagal, da lahko povsem spremeniš svoje življenje. To je tudi en krasen dogovor: ničesar ne domnevaj, se pravi, da vedno sprašuj. V šoli, ne vem, če se spomnite, a ne, verjetno se, si bil vedno tak čuden, če si kaj vprašal. Ali pa so te čuden gledali, ali pa ti si piflar, ali pa tako naprej, ne. Ampak dejansko si pa potem v sebi naredil si neke domneve, katere si hranil mogoče celo življenje in si se v bistvu napačno naučil. Namesto da bi takrat vprašal, pa bi raziskal, pa razjasnil si to stvar, a ne. In tako je pri mnogo drugih odnosih, tudi ali pa medosebnih odnosih, v službah, v domačem okolju. Pa kaj si pa ti mislil s tem, a mi lahko prosim razložiš? Tako da bi bilo dobro, da se naučimo vedno vprašati, če nam kaj ni jasno, kaj nekdo s tem mislil, oziroma če nam lahko prosim razloži. In sem prepričana, da vsak z veseljem razloži, če ga vprašamo na tak način. Četrti dogovor je: vselej daj vse od sebe. To vse ne bo vedno enako. Če si namreč bolan, ne moreš storiti toliko, kot če si zdrav. Toda v vsakih okoliščinah se potrudi, da boš storil vse, kar je v tvojih močeh, in ne boš se več obsojal, ne boš se več trpinčil in ničesar ne boš obžaloval. Torej, če damo res vse od sebe, vse, kar lahko, da ne rečemo, saj bom že jutri, pa bom pojutrišnjem, ali pa saj to ni toliko pomembno, potem imamo v sebi nek občutek krivde, kot da nismo vsega naredili, kar bi lahko. Če pa naredimo 100%, se pravi, da damo res vse od sebe, potem pa se čisto drugače počutimo znotraj sebe, a ne, in vemo, to mi je pa uspelo zdaj. In ko res narediš nekaj z nekim takim guštom, z nekim veseljem, si potem tudi ti vesel, a ne. Če pa nekako tako vse nekaj na pol, pa tako, pa saj bo že, pa saj dobro, malo zavijaš, malo kakor skriješ, a ne, če ni bilo toliko dobro narejeno, potem pa se tudi ti ne počutiš dobro in ta energija se naprej prenaša na druge. Recimo neko darilo, da se nisi za njega toliko potrudil, da si ga mimogrede kupil, pa recimo, da je bilo drago, a ne, je lahko, bo ta oseba začutila to energijo.
Če pa kupiš recimo en navaden svinčnik, pa ga obdaš z ljubeznijo, pa ga res tako ljubeče izročiš, potem je pa tudi čisto nekaj drugega, ne. Tako da bi bilo lepo se potruditi, da damo vselej vse od sebe, kolikor pač lahko, seveda pa ne vedno, takrat, ko smo bolni ali pa ko nismo v dobri koži, a ne, potem pa rajši nič ne naredimo, kot da nekaj delamo na pol. In pa 5. dogovor, ki je prišel v bistvu kasneje, pa pravi: dvomi, a nauči se poslušati. Se pravi, vse, kar sem do zdaj povedala, recimo, če gledamo naše medosebne odnose, če poslušamo drug drugega, je treba malo podvomiti, a ne. Nikoli ni dobro čisto vse 100% verjeti. Zdaj, če malo podvomiš, ni nič narobe, a ne. Če je pa to vedno tvoja navada, da nikoli ne zaupaš nikomur, a ne, potem je pa to seveda spet malo problem. Ampak če se pa naučimo še zraven poslušati, potem bomo neko resnico ali pa neki stavek, neke besede nekoga čisto drugače dojeli ali pa slišali. Zato, ker bomo videli skozi to osebo, a ne. Videli bomo, kaj ta oseba dejansko čuti ali pa kaj s svojimi besedami izraža. Ponavadi ljudje, recimo, če nekoga sprovociramo ali pa če smo mi sprovocirani, potem izrazimo neke občutke, a ne, in se točno vidi, kje je naša rana. In takrat je dobro se naučiti poslušati, a ne. Ne rabimo človeka prekinjati ali karkoli, ampak poslušajmo ga, da vidimo, kako on vidi svoj svet. In seveda nekaj, kar nam pove, je dobro vedeti in podvomiti ali pa mogoče tudi preveriti, če čutimo, da je bilo nekaj izrečeno v nekem čustvenem izbruhu, a ne. In recimo, če se vrnemo na prvi dogovor, bodi brezgrajen v besedah, potem tudi s takimi besedami, brezgrajnimi, bomo naredili čisto drugačno okolje, a ne, drugačno energijo okoli sebe in bomo dosegli to, da nas bodo ljudje poslušali, zato ker se bo čutila čisto druga energija. Čutila se bo ta notranja resnica, čutilo se bo naše srce, da res govorimo iz srca, ne pa nekaj samo naučeno in zato, ker nam je nekdo rekel, da moramo to povedati. Tako da jaz vam priporočam teh 5 dogovorov, da jih preizkusite tudi v svojem življenju in da vidite, kje morda se da še kaj izboljšati in kje ste vi že vešči teh 5 dogovorov. Tako da hvala lepa za poslušanje in čau, čau.